Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut. Lepo pozdravljeni, cenjene poslušalke in poslušalci. Erika Koncu tokrat odpiram vrata v igralsko kariero, razmišljanja in številne zanimivosti ikone goriškega igralstva Radoša Bovčine, člana ansambla SNG Nova Gorica. Ne moremo drugače začeti kot s prvim stikom z gledališčem, igranjem. Radoš Bovčina kot otrok, se spomnite, kdaj ste prvič vstopili v gledališče? Ja. Spomnim se, da sem prvič nastopil pred približno 50 leti na starem šempetrskem odru, še stare kinodvorane, ko smo imeli te proslave še pod tistim starim sistemom našim. In sicer sem recitiral pesem Janeza Menarta Za ljubi kruhek, ki gre takole. Ko še pleničke sem zlatil, lepo pri mamici sem pil in nisem se prav nič potil za ljubi kruhek. Ko drsal šolske sem klopi spoznal sem, mnogo je ljudi in vsak peha se in bori za ljubi kruhek. Ko trezno sem življenje zrl, sem se bolj redko z njim se sprl in marsikaj mu oče požrl za ljubi kruhek. Ko sem polagoma starel, za dom in ženo sem skrbel in mnogo lumpari počel za ljubi kruhek. Ko se mi je že zgrbil stas, mi trebuh visel je čez pas kot jasen in vabljiv oglas za ljubi kruhek. Na grob je vklesal kamnosek, ta, ki tu gnije, ni bil pek, a glejte, preživel je svoj vek za ljubi kruhek. Jo znate boljši danes ali takrat? Naučil sem se jo prav za nalašč po 50 letih, ker sem že bil pred kratkim, zdaj v tem obdobju dobivam ta vprašanja, kdaj sem prvič stopil na oder in kar zgrozil sem se, ko sem se spomnil, da pred pol stoletja. Ja. Kaj pa je ta nastop botroval k temu, da ste se odločili, jaz pa bi rad postal igralec, ali je to dozorelo potem kasneje z leti? Ne, mislim, da je to kar z leti bilo. Res, da so bile naše osnovnošolske mentorce, učiteljice slovenščine zelo zavzete. Takrat smo imeli recitatorski krožek, kjer smo recitirali razne slovenske klasične pesnike, na teh proslavah nastopali in kasneje v gimnaziji nas je nekako povlekel v dramsko skupino še zelo sveži gospod, oziroma tovariš Marjan Štrancar, kjer smo prvo predstavo imeli še v stari razpravni dvorani Sodišča in sicer Antigono Dominika Smoleta, potem smo naslednje leto igrali Veter v mreži Smiljana Rozmana in celo Otela oziroma priredbo, ki se je imenovala Jago, Shakespeareovo tretjo predstavo. To so bile zelo resne predstave, tako bom rekel kar enourne ali pa uro in pol so trajale. Ne? Tako da mislim, da je glavni iniciator te moje odločitve tovariš Marjan Štrancar v gimnaziji. Kako pa danes gledate na to lepoto igralstva, igranja, vas je kaj razočaralo ali ste recimo presenečeni oziroma še vedno tako, kako bi rekli, zaljubljeni v ta poklic? Ja, ni drugega, ne. Kaj čmo, mislim, seveda je to je težek poklic, ne. Mogoče še bolj za ženske kot za moške, ker moški imamo več vlog v svetovni dramatiki. Poleg tega se v času vzpona kariere nam ni treba toliko baviti z otroci in tako naprej. Ampak načeloma pa, mislim, sem pojamral, seveda, kdaj pa kdaj, ne. Ampak ne, uživam v tem poklicu, uživam in ga imam rad, ja. Radi imate, oziroma se radi spominjate igranja na Sovkaskem odru. Zakaj je bilo takrat vam toliko bolj všeč kot recimo danes na Novogoriškem? Ja, gotovo, da je to več faktorjev, ne, ki vplivajo na to. Prvo je to, da smo bili mlajši, seveda, ne. Res pa je, da je takrat bila ta dvorana tako zlita skupaj z šivalnico, z garderobami, z rekvizitarnico, z bifejem, da smo bili vsi eno, ne. Tako, vsi smo bili, dosti bolj smo bili povezani. Poleg tega pa je, ne vem, zakaj dvorana imela ta
bom rekel, zvočni čar, kot ga imajo te stare dvorane, kot ljubljanska Drama, kot mariborska Drama, nekako bolj je bila komorna, ne, in lahko stik s publiko je bil bolj direkten, ne. Pri tej novi dvorani, ki je seveda zelo lepa, ne, najlepša, mislim, gotovo, če ne najlepša v Sloveniji, celo naša, je mal problem te zvočnosti, ne. V bistvu igraš realizem, ampak v drugem delu odra rabi že malo bolj operno štimo, ne toliko dramsko, bom rekel. Še več zanimivosti v nadaljevanju takoj po skladbi. Oh yes, I'm the great pretender, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Oh yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not, you see. I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. Yeah. Too real when I feel what my heart can't conceal. Oh yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not, you see. I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still Radež Bovčina je današnji Robinov gost, igralec SNG Nova Gorica, preprosto v vsakdanjem življenju, a nas se gotovo opozori na odru, med drugim pristaša sketskega odra. Pravite, da dovolj ena luč in gledalci? Ja, mislim, jaz sem v svojem gledališkem tem karieri, no, sem bil tudi pri Draganu Živadinovu, pa pri pokojnem Tomažu Pandurju. In nekako sem tam spoznal to gledališče spektakla in tega. In mislim, da je bilo takrat malo bolj podprto z neko vsebino, kot je zdaj. Zdaj bi nekako vsi radi bili, bom rekel, zelo spektakelski, ampak zmanjka vsebine, ne. Zato, ker, kako bi rekel, mislim,
Gledališče je lahko revno, seveda gledališče se lahko izvede dejansko z eno lučjo in z dobrim tekstom, ne, in z odnosi med dvemi ljudmi. Ne. Ni potreba neke odvečne šare okrog, ne, zato da ljudje nekaj razumejo. Mislim, da je tudi gledališče neka univerza iracionalnosti in da je dobra predstava, zadovolji tako človeka, bom rekel, noče biti željiv, ampak z nižjo izobrazbo kot človeka, visoko šolanega človeka. Ne? Tako da ni teh izgovorov, to je za sladokusce, to je predstava samo za nekatere, ki to razumejo, to je za poznavalce. Ne? Jaz mislim, da gledališče je ena redkih teh obrti, ki more zadovoljiti v bistvu širok diapazon ljudi, če se drži svojih strokovnih parametrov. V vašem kariernem albumu, če lahko tako rečem, kar 40-letnem in še več. Ja, čakajte, ni 40, malo manj je. Ja? Malo manj, no. Imate kar izjemno število vlog. Je kakšna, s katero ste se bolj poistovetili? Ja, težko rečem to. Gotovo sem, mislim, nekako z gledališčem, z vlogami tudi raseš kot človek, kot nek karakter. In najbolj sem se v bistvu poistovetil nekako z nekim občutkom gledališkim, ki ga je imel Vito Taufer in njegovim izborom besedil, kjer smo igrali precej Beketa, Ionesca in dramo absurda. Ne? Nekako se mi zdi, da vidim tudi življenje kot nek tragikomičen dogodek, no, bom rekel, ja. In prav absurd in absurdna drama nudi to igralcu in tudi na osnovi nekega doživljenja igralskega je to zelo bogato, lahko potem vse skupaj, ne. Katera vloga pa recimo vam je vzela veliko priprav, da vam je povzročila kar precej sivih las, vzela precej živcev? Ja, gotovo so to take velike kapitalne vloge svetovnih klasikov, pa tudi slovenskih klasikov, kot so Hamlet, ali pa Don Juan, na primer Molierov, ali pa tudi seveda Konec igre, recimo Klov, ali pa Estragon v Čakajoč Godoja, ne, ker, bo rekel, absurdna drama ima zelo performativni jezik, ne, to mora zelo hitro teči, ne, to je ping-pong, tukaj ni neke psihologije take, ne, in se je včasih zelo težko naučiti, bom rekel, igrati na tak način, ne, ker ponovali smo vajeni, da je tekst podprt z nekim psihološko motivacijo, ne. Tako da, no, seveda pri Hamletu je sploh značilno, da se igralcem rado malo zmeša, ne, takrat. Ampak, mislim, zelo si igralcu lajša delo, ne, če se pravi najprej da tisto fazo skozi memoriziranja teksta in da ima res tekst v mezincu, kar pa nažalost današnji postopki študija predstav ne omogočajo, ne. Danes igralcu ponujajo na bralni vaji zelo nedodelane tekste, ki se jih kasneje črta, ki se jih prilagaja, ki se jih prireja in tako naprej. Nekako stvar mora dozoreti, ne. Ta naš igralski poklic je dostikrat potisnjen hierarhično zelo nizko, ne. Če gledamo, vedno poudarjam to, da na Kreti v izvoru gledališča je vedno bil pomemben predvsem tekst, igralec in mecen, ne, seveda, tako kot zdaj, ne. Tako da večkrat poudarim, da se mi zdi, da smo v današnjem času preveč režiserskega gledališča igralci prevelikokrat obešalniki za neke koncepte, ne, ki nekako ne poklekajo pred samim avtorjem, pred samim tekstom in zato tudi predstava na nek način ne pride do ljudi, ne, ker vsak dober klasičen tekst, večen, 500-leten, 600-leten, ima med vrsticami kodo, kako se ga nekako moraš uprizoriti, da je tudi aktualen dan danes, ne, in lahko vedno je aktualen, se ga lahko aktualizira, ampak ga ne smeš pa posiljevati, ne, z nekimi svojimi avtorskimi prepotentnimi željami, da veš malo več, kot je vedel Shakespeare, ne. Radoš Bolčina ostaja v naši družbi tudi po skladbi Ne hodite daleč. You must understand.
understand, though the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? May seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be Radoš Bolčina in nagrade. Kakšen odnos imate do nagrad? Prejeli ste jih že kar veliko. Mislim, ne vem, lagal bi človek, da seveda nagrada ti je neko spodbuda, ne? Mislim, ne vem, to je tako tak kliše, ne? Ampak seveda je lepo, če ljudje opazijo tvoje delo. Nikoli nisem sicer tako, nikoli si jih nisem strašno želel, pač prišle so, res je tudi, da so vsi parametri tukaj odvisni, v kakšnem vzponu gledališča, tudi gledališča imajo svoje dobre in slabe čase, ne. Mi smo imeli zelo plodno obdobje pod direktorjem Sergejem Peljhanom, mislim pa Primožem Beblerjem, ki se ga mogoče včasih premalo omeni v zgodovini našega gledališča. In takrat smo pač imeli 2 Grand Prix nagrade na Borštnikovem srečanju in tako naprej. Neko vzdušje je bilo tako kreativno in je pač to odvisno tudi od drugih stvari. Ne? Je kakšna predstava, ki bi si recimo zaslužila nagrado, pa je ni prejela in vam je žal, da je ni prejela? Težko rečem, ne, vse veste, kako je to, včasih so tudi neko kar direktno komisije, malo politično sproducirane, že tudi v kulturo se vtika politika, ne, kot je že Kosovel rekel, da je kultura tudi ne sidro za politično, ne, tako da mislim, recimo, ena od predstav, ki se mi zdi, da je bila taka zelo dobra, so bili gospoda Glembajevi, Dušana Jovanoviča.
ki je bila tudi na Borštnikovem srečanju, pa ni dobila nagrade, ne? Ampak to je pač zelo odvisno tudi od samih komisij in samega melosa tistega festivala, tistega leta in tako naprej. Kaj pa po vašem mnenju gledalci najbolj cenijo? Ja, ne vem, pač igralec vedno spoštuje vsakega gledalca, predvsem pa, ne vem, najbolj cenijo seveda neko iskrenost, neko predanost, neko resnico, nek zadetek v polno, vse ljudje to čutijo, po mojem. Jaz mislim, da ima Gorica 50 let zgojeno publiko in da se ni zašaliti z njo, ne, da so ljudje izobraženi gledališko, ne, in mislim, da če sem lahko malo direkten, pogrešajo malo klasike, ne, in malo manj izletov v eksperiment, ne, ker ljudje niso neumni, ne, v tem smislu. Ljudje, ni treba, da si ne vem kako strašno izobrazen, da začutiš teater, ne. Teater ni prostor nekega iracionalnega izkustva, ne, in ni treba glih vsega razumeti, ampak je treba začutiti, ne, in dejansko vsak človek čuti, ne. Kakšen ste pa vi kot gledalec? Ste zahtevni, upate iti ven iz tega poklicne deformacije, da ocenjujete kritično, kaj se dogaja v zvezi z predstavo, da se prepustite dejansko zgodbi? Ja, seveda gledam stvar čisto z njim takim občutkom enega navadnega abonenta, se mi zdi, ne, da dostikrat se moja mnenja nekako zlijejo z mnenji množice, ne. Seveda, mislim, stvar je tako delikatna, ne. Po eni strani nisem glih pristašica najbolj rumene in pogrošne komedije, ne, in mi ni všeč, ne. Mislim, prav taka, pravimo mi primijo zaradi komedija, ne, malo da se tako malo šalimo čez unga, pa čez tretjega, pa malo po primorsk, pa tako. In ne vem, ni mi všeč nek blef to, ko vidim, da nekako neka forma in vsebina ne gre sta skupaj, ne, da je to preveč nekega formalizma in blefiranja estetskega, ki nima nobenega vsebinskega ozadja v nekem tekstu. Še vedno sem po starem bolj pristaš besede in dobrih tekstov, klasičnih, več ali manj, no. Ali pa priredb klasičnih tekstov, ki so dobro narejene in tako naprej, ne. Tako da neko resnico moram videti na odru, ne. Se mi zdi, da se hitro stvar skrije za nekim lepotičenjem, nekim kičem, neko kozmetiko, ne, ki nima zadnji čisto nič, ne, razen lepih kostumov, malo megle pa teh tehničnih zmogljivosti današnjih teatrov, ki so lučnih, ne. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? The things that you do, no one I know could ever keep up with you. How do you do? Did it ever make sense to you to say bye? I see you in that chair, perfect skin. Well, how have you been, baby, living in sin? Hey, I gotta know, did you say hello?
Če bi lahko zamenjali čevlje, da bi lahko bili za en dan en drug igralec, lahko tudi tuj, lahko filmski, kdo bi bili? Joj, jaz sem zmeram, nisem bil noben audiofil, pa tudi, hočem reči, tudi nisem imel kakšnih težkih zgledov, seveda smo se bolj zgledovali, meni je bil zelo všeč Daniel Day-Lewis, igralec, naprimer, on mi je všeč, pa seveda ti stari igralci, kot so Robert De Niro, pa Al Pacino, pa Jack Nicholson in tako naprej, ampak prav Daniel Day-Lewis, recimo, mi je bil zelo všeč, ker sem ga gledal vedno kot nekega mojstra transformacije, tudi da ga dobesedno nisem prepoznal včasih v vlogah, da se je tako nekako vstopil z vlogo, da je popolnoma nekako pozabil na svoj tonus osebnosti. No? Kakšni ste pa vi kot mentor? Ste strogi, radi predajate znanje? Ja, na nek način imam rad malo to, ne maram te lažne anarhije, režiserja, igralca, ampak združujem to. Jaz mislim, zelo težko bi kaj izrežiral brez, da bi foršpilal, se pomeni, da ne bi skočil na oder pa kaj pokazal. Seveda je to lahko včasih tudi malo utesnjujoče za enega amaterskega igralca, ampak malo zelo težko rečem, da sem režiser, ker se mi zdi, da moraš začutiti teater iz vseh teh fokusov, dramaturga, režiserja, igralca. Nekje v Franciji ni čisto nobena sramota, da postanejo režiserji, igralci. Pri nas mogoče ni glih tako, je prej obratno. Ampak uživam za materiji, predvsem zato, ker smo si bolj odprti, ker kljub vsemu je in institucija precej akademska, bom rekel, imamo malček teh ščitov, tako, bom rekel. Na tem, ko pri amaterjih je stvar dosti bolj svobodna in včasih zrasejo prav lepe zadeve na teh predstavah, Ne maram se pokvarjati s kakšnimi preveč pogrošnimi teksti, jemljemo kar resne tekste, naprimer, tako da si kar naložimo precej velika dela, recimo, za odigravati. Kako doživljate današnji korona čas, omejitvene ukrepe, to, da ne morete igrati pred gledalci? Ja, to je en tak poseben šok. Ja, zelo sem bil presenečen, pretresen, ko sem mislil, da julija, ko smo imeli premiero, ne bo ljudi, kljub temu, da je bil ta virus okrog, ampak videti je, da ljudje rabijo teater, da so v Novi Gorici zelo vezani nanj. Tako da sem bil presenečen, koliko ljudi je prišlo julija meseca, ko je bilo vroče v bistvu na premiero in na ponovitve predstav. In mi je bilo to zelo lepo. Tale virus, upajmo, da se bo kmalu to rešilo s tem cepivom. Čeprav jaz dokaj naivno gledam na te zadeve, ne verjamem tem teorijam zarot, enemu na drugemu, zdi se mi samo to ena taka malo bolj metafizični uskok tega, da bi se ljudje mogli malo nekih stvari zavedati, da... Menite, da je prišlo z namenom, da bi se malo ustavili? Ja, v bistvu prav to, da bi enkrat spoznali to, da je to tržno gospodarstvo samo stanje med dvema vojnama že leta in leta, in da bi se te milijarde mogle malo bolj razdeliti, da bi verjetno s tem bakrom, ki ga imamo po Afriki, lahko imeli vsi elektriko, ne samo mi. Ja. V gledališču pa ne počivate, omenili ste mi, da vseeno potekajo vaje, da pripravljate nekaj posebnega. Ja, sicer zdaj s temi ukrepi, ki so zdaj prišli, verjetno se bomo malo stavili tudi mi z vajami, ker smo v taki fazi vaj, aranžirk, ko ne moremo zagotavljati tega 1,5 metra razdalje. Je to pač full kontakt, tako da bomo verjetno tudi mi prenehali za najmanj en teden. Drugač pa smo bili kar intenzivno v pripravah za enega od tekstov, v katerega sem bil vedno zaljubljen, to je Olbijev Kdo se boji Virginia Woolf. Zelo zahteven tekst, v bistvu, drama absurda. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet, in ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. Čas bo ohranil good look, vzel bo v usta ves
Potovanja od misli do misli, od mesta do mesta, ta dolga cesta. Pričakovanja od tebe do mene, od mene do tebe. Noči brez spanja, dnevi čakanja in zrno upanja, iskanja drugih načinov za isto početje, srčno unitje. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet in ko naju ne bo ostalo orožna, to ne bo. Čas bo ohranil good look, vse bo v usta, vrsta hrup in ko naju ne bo ostala bo duša, ne telo. Srčno unitje. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet in ko naju ne bo ostalo orožna, to ne bo. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet in ko naju ne bo ostalo orožna, to ne bo. Čas bo ohranil good look, vse bo v usta, vrsta hrup in ko naju ne bo ostala bo duša, ne telo. Čas bo rekel stop, čas je še za en krok, čas je še za en krok. V nadaljevanju imam nekaj takih hitrih vprašanj, tako da za hitre odgovore. Ste si kdaj rekli, kaj mi je bilo treba se spustiti v igralstvo? Ja, kakšenkrat sem sem se zelo hitro pol spet vrnil, ne. Enkrat smo nekaj jamrali tudi našemu spoštovanemu Borisu Kovaci, ne, in je rekel, ja, pejte malo vi v Rudnik, pa boste videli, kaj je, ne. Tako da moram reči, da nikdar se nisem prav tako drastično odločil, da bi zapustil ta poklic. Seveda so pa krize, predvsem ko dobiš tistih 80 strani špeha, ko pravimo mi teksta, in se ga moraš v 2 mesecih naučiti, ne. In takrat bi najrajši nekam zbežal, ja. Če ne bi bili igralec, kaj bi bili, kakšen poklic, recimo, bi bil tisti rezervni? Težko rečem jaz to. Branko Nušič je včasih rekel, da se je življenje večkrat poigra z ljudmi, da tisti, ki bi mogli biti slaščičari, so polkovniki, mesarji, da vse obrne, ne. Tako da ne vem. Jaz sem zelo užival, ko sem bil poštar, ne, takrat, ko sem bil mulc. Sveda, potem sem pa imel za rezervo še, če bi ne naredil sprejemnih izpitov, takrat sem imel psihologijo, to je neka čista klasika, tako se mi zdi, ne, da se ti zdi, da to ima neko povezavo. Pa tudi kakšna veterina me zanima, pa tudi kakšno gozdarstvo, recimo, ali kaj takega, ne. Vrag si ga vedi, kaj bi se zgodilo, če ne bi naredil sprejemnih, ne. Se mi pa zdi, tako občutek imam, da pa ne bi šel v drugo, ne, verjetno. Komedija, tragedija, kaj vam je ljubše? Ja, lih to, kar sem prej rekel, po mojem vmes, ne, tragikomičnost nikoli ne vidim, ja, mislim, absolutno pa prej skoraj komedija, ne, bi rekel. Sam se pravim, tudi komedija se lahko prevesi v preveč pogrošno, pusto in preveč tako populistično, no, bom rekel, ne. Tako da je to zelo delikatna zadeva, ne.
Pogrešam tudi dobre tragedije, ne? Mislim, take, da bi jih znali narediti, ne? Nekje na Brniškem gradu, naprimer, ne? Ali kaj znam, kakšnega Shakespearja, ne? Sej v bistvu ta Globe Theater od Shakespearja je bil tak, ne? Da so dol ljudje mal pili pa jedli krače, pa so čustvovali in se z temi igralci gor in so bili ti liki, bom rekel, taki živi, ne, in tako dobro odigrani. Se mi zdi, da so ljudje z užitkom gledali tudi te njegove tragedije, ne. Shakespeare ali Cankar? To je, kaj bi rekel. Mislim, ne vem, koga bi užalil. Ne vem, sta oba že mrtva, sam mislim, da tle ne moram delati razlik, ne, da sta oba, ne vem, genija. Hamlet ali Passion? Ja, tle smo spet pri temu, da bom rekel recimo Passion sam zaradi tega, ker je Shakespeare že mrtev, pa ne bo jezen, ne. Hamlet, no, ja. Narečje ali knjižna slovenščina? Ja, knjižna slovenščina je lahko zelo korela, ne. Narečje pa tudi ga imamo že malo pohon kufer, ne, se mi zdi. Tako da obstaja še kaj vmes, vprašanje tega cilja, ne, same igre, urbanega jezika ali kakršnega žargona ali slenga ali tako naprej. Lepo je slišati tak poslušljiv jezik, kot ga govorimo, ne, mislim, tako da zadeva laufa in tak jezik, pravilni prevod, mislim, dobri prevodi, dobri teksti, tudi jezik mora teči, da se piše na igralčevo dušo, na interpretacijo, ne? Če je preveč okorel, preveč, ne vem, zastarel ali karkoli, če ni to z namenom, samo otežuje interpretacijo igralcev. Seveda, primorščina, ne, nam laufa, nam primorcem fajn, ne, in zanimivo je tudi postaviti kakšne mega tekste, kot smo postavili Becketa, ne, ki če ga bereš, ne, je to tako črno vse skupaj, da niti brati ne moreš, ne, ampak ko smo ga pa skonkretizirali in ga dali v primorščino med dva starca, bom rekel, ko se kregata, ne, v primorščini, je pa to ratalo, je pa ta absurd ratov ljudem ljudski in blizu, ne, zato ker če ti absurd odigravaš na še bolj absurden način, narediš napako, ne, tega moraš poenostaviti in spustiti nekam na konkretno raven, ne. In to narediš lahko, mislim, jasno, da mi primorci se zelo radi, zelo nam laufa jezik v primorščine, ne. Po skladbi bo nastopil čas, da vprašanja Radošu Bolčini zastavi igralski kolega ali kolegica. Ostanite blizu in izvedeli boste, kdo to je. She's gone away. I don't know where.
Današnji klepet z igralcem Radošem Vovčino bomo zaključili z vprašanji igralske kolegice Arne Hadžaljević. Prisluhnimo, katero vprašanje vam je zastavila. Radoš, pozdravljen. Upam, da dobro delate v gledališču v teh čudnih časih zdaj in se pripravljate na novo predstavo. In upam, da vam gre res dobro. Jaz sem tle zate pripravljena 3 vprašanja in sicer zanima me, v kaj je vredno verjeti? Torej, kaj je vredno verjeti? Ja, mislim, jaz ne vem, kar se vire tiče, se mi zdi, da sem zelo panteist, ne, in da se mi zdi, da je vredno verjeti v vse, kar vidimo, ne, na nek način dostikrat se spomnim, ko grem v hrib s kolesom pod naporom ali kaj takega, ko kolesarim, pa prečka kakšen hrošč cesto, pa se mi zdi, da je tudi tam neko življenje. Ne, se mi zdi, da je treba res verjeti v vsako tako živo, kot pa tudi, bom rekel, stvar, ki se nam zdi mrtva, ne, da nekako smo veseli, da smo tukaj, kjer smo med temi stvarmi. Seveda, kot igralec je lepo verjeti v eno skupno atmosfero na odru, da nekako da prinaša ta atmosfera nek ustvarjalni občutek, no, in tako, ne vem, verjeti se mi zdi, da je ta vera lahko hitro preveč pogrošta, no, se mi zdi, da moramo vseeno verjeti v nekaj dobro, no, v to, da v neko odkrite odnose, v to, da ni vse samo, bom rekel, v nekem opravičevanju, da je tudi v konfliktu stvar, samo da se mora to zelo hitro filtrirati in zgoditi in si povedati, biti odkrit, ne, v neko odkritost se mi zdi mogoče, ne. Najbolj sovražim neko zahrbtnost, nekaj tazga, neko tako mencavost, no, če je že treba, pač časih je tudi izstopiti, treba po domače povedano malo odrekne, pa si kaj povedati, pa kaj zabrusiti v fris, ne, in ne vzdrževati samo neke take akademskega behaviorizma, tako, ko češ vse je okej, ne. Mislim, da to ustvarja te napetosti, ne, ta forma viva, ne, med ljudmi dosti, da si je treba prej povedati, kot nastane vojna, kakšna zadeva, ne. Prisluhnimo drugemu vprašanju. Kaj je tista odrska čarovnija, ki nas gledalce in ustvarjalce premakne na najintimnejšem nivoju? Ja, to je ena sinhroniteta vsega skupaj, ne, teksta, teh medvrstičnih kod, ki jih je imel avtor, ko je pisal to univerzalno, za moje pojme, klasično delo. In ko igralec to začuti svojo podzavestjo, zavestjo ali čimerkoli že, ne vem čem, ustvarjalnostjo, potem se to prenese a priori tudi na publiko in postane to neko kolektivno doživetje, ne. In to jaz mislim, da se v umetnosti čuti, ne, kot se čuti sonce in dež, ne, mislim, da tle ni, da je to zelo elementarna zadeva, ne, in ta ne vem, vedno se mi zdi, no, da je gledališče predvsem neka univerza intuicije, ne. In še zadnje vprašanje. Zanima me, kdo ali kaj te trenutno navdihuje in zakaj? Ja, trenutno me navdihuje pokojni Olbi s svojim tekstom Kdo se boji Virginie Woolf. Predvsem zato, ker se mi zdi, da je, ne vem, na nek način napisan v nulo, ne, in tako rekoč karkoli črtaš je samo zato, ker tega ne znaš interpretirati in odigrati pravilno. Je to ena taka partitura, se mi zdi prav kozmična, ne, absurda, da se mi zdi, da ne bom prišel do dna, pa tudi se ne trudim in vem, da ne bom, ampak bi se rad približal, no, temu in prav to nudi na vseh plasteh igralcu možnost res enega lepega doživetja in tudi publiki, se mi zdi. Radoš Vovčina, hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam za povabilo. Radio Rubin predstavlja
Tvojih 60 minut.